Živijo, Borut Lesjak tukaj. Moj današnji uvid po meditaciji je, da smo lahko sproščeni oziroma da se lahko imamo radi tudi, če nismo sproščeni. V resnici ta uvid precej globok in ga ne znam izraziti z besedami. Vem samo, da sem želel podeliti to, da so naša življenja lahko toliko večja, kot smo si kadarkoli drznili verjeti. In sam vem, da pred 7 leti nisem več kaj dosti videl možnosti v svojem življenju, da bi lahko karkoli lepega ustvaril ali pa komurkoli dal. In danes se počutim, da šele začenjam. In vem, da jaz nisem izjema. Vem, da nisem nič posebenega v tem, da lahko marsikdo izmed vas, mogoče ti, ki zdajle to gledaš, se počutiš, da je včasih zelo težek dan, da nisi vreden nič, da ne znaš, da ne zmoreš, da imaš v sebi preveč žalosti, da se preveč vrtiš v začaranem krogu, da imaš preveč vzponov in padcev, da nimaš energije, da nimaš časa. Vse to govorim iz lastne izkušnje. To ni teorija, ampak poznam iz prakse, iz svoje lastne prakse in vem, da je to malenkost, ko enkrat začneš zares spoznavati moč svoje samoljubezni in moč ljubezni, ki pride, te brezpogojne ljubezni, ki pride samoljubeznijo. In energije, ki jo začneš ustvarjati, ko stopiš enkrat v to moč, ko ne iščeš več zunaj sebe, ampak ustvarjaš iz sebe ven in samo še izmenjavaš in daješ in prejemaš, ker si vreden prejemati. In upaš se odpreti, upaš biti transparenten, ranljiv, na nov način, ne popačeno, nepripravljeno. In da ne bo to samo teorija za tebe, te vabim, da če si karkoli začutila, da si prebereš več na moji spletni strani celjenje.si ali borutlesjak.si in prideš na kakšno redno tedensko skupino celjenja, kjer lahko v 1 uri začutiš marsikaj in lahko se ti spremeni življenje v eni sami seansi. Lahko prideš na zasebno seanso, če ti skupine niso všeč. Lahko se udeležiš kakšnega celjenja na daljavo po internetu, tudi to odpiram skozi bolj. Tako da možnosti je ogromno in to pa snemam zato, ker sem začutil danes med svojo meditacijo, da premalo povem, premalo izrazim, da res verjamem, da ta metoda, ki jo učim, metoda Davida Elliotta, res lahko pomaga marsikomu. Če si v še večjem problemu, lahko prideš ven. In zahteva delo, zahteva trud, ki ni treba, da je naporen, ni treba, da naredimo iz tega dramo. Pravzaprav je lahko vsak dan učenja samoljubezni najlepši dan v tvojem življenju, vsak naslednji dan še lepši. Ko enkrat odpreš to možnost, ko dopustiš to možnost in si to dovoliš, to sploh več ni znanstvena fantastika. In to rad bi povedal, da sem tukaj zato
In to sem pripeljal iz Amerike v Slovenijo, ker pred tega te metode ni bilo tukaj in za marsikoga izmed nas je lahko zelo močna, mogoče močnejša kot karkoli drugega smo že poskušali, je pa združljiva z vsem ostalim in zelo odprta za marsikatero miselnost, vero, barvo kože in tako naprej. Malo humorja. Če imaš pomisleke in dvome in se počutiš, da se vse sliši zelo super, ampak ne veš, če je zate, poskusi in daj si možnost in lahko ti pomagam priti do več zaupanja, do več svoje lastne energije in moči in jasnosti. Samo daj si možnost, dovoli si začeti, dovoli si preizkusiti, tudi dovoli si razumeti, zakaj gre. In se prepričaj, da je vredno, da si vreden poskusiti. Na moji spletni strani imam veliko komentarjev tistih, ki to že počnejo, ki so že poskusili celjenje in učenje samoljubezni. In lahko si to prebereš, da vidiš, kako drugi doživljajo to. In prevedel sem knjigo Celjenje Davida Eliota, ki je zdaj moj dober prijatelj in že ta knjiga sama ima ogromno modrosti in izkušenj, več desetletij dela z ljudmi, s tisoči ljudmi, s katerimi je David delal. Marsikomu je ta knjiga že pomagala in marsikomu verjamem, da še bo. Zato jo lahko tudi prejmeš brezplačno v elektronski obliki, če greš na moji spletni strani na prijavo za obveščanje, da se na nek način, da izraziš svoje zanimanje, da se na nek način zavežeš, da boš naredil vsaj prvi korak. In potem, tako kot David daje v angleščini to knjigo, brezplačno jo tudi jaz svoj prevod, kar mi je omogočil David, ker mi je odstopil vse materialne pravice v zvezi s prevodom. In bi rad to dal naprej v Sloveniji vsem nam, ki vas to zanima. Tako, danes sem bil malo daljši, ker sem si vzel to možnost in to bi lahko bil tudi pogovor, ne nujno samo nagovor, monolog, ampak dialog, tako da vabljen, pridi, vprašaj me karkoli, povej mi karkoli, če se ne strinjaš, če misliš, da brcam v temo in odprt sem za vse komentarje. In tudi odprt sem za to, da me kakšna stvar prizadene ali pa da se mi kakšen komentar ne bo zdel vreden odgovoriti na njega, ker sem človek in ta metoda ti pomaga to začutiti in živeti po svoji vesti, v svojem srcu, s samoljubeznijo in v izmenjavi z vsem, kar je. Tako, lahko bi govoril še dolgo in to pa bom prihranil za kakšno delavnico. Srečno, želim ti vse dobro in upam, da se vidiva. Dio.